Samilec, Poljanska baba. Da je ta meteorit prišel v atmosfero s hitrostjo 14 km na sekundo. To je nepredstavljiva hitrost. Tukaj je pa ogromen kapnik. Desko jezero z otokom. Dobrodošli v raju na zemlji. Danes se pa nahajam med Jesenicami in Bledom, točneje v vasi Kočna, in se bom odpravil na planoto Mežakla. Tam na gor. Ta planota Mežakla pa ponuja res ogromno lepot, naravnih znamenitosti. To so od čudovitih razgledov do kraških jam, kamnitih osamelcev, do naravnih mostov. Vse to ponuja Mežakla. Tako da res je zapostavljena planota in vam garantiram, da vam bo ta izlet res všeč. Pa pejmo na pot. Tukaj se bomo vrnili dol, na tej poti mimo teh skal. Izhodišče bo pa prav v centru vasi Kočna. Pokažem, ko pridemo do križišča. Smo v centru vasi Kočna in pred nami že vidimo kažipote, ki nas bojo popeljali najprej do prve znamenitosti, in to je Poljanska baba. 30 minut. Evo, tam na gor se že vidi nad hišo. Evo, smo že v gozdu. Pogled navzdol na vas. Ki nas bojo pa skozi spremljale tele rumene oznake. Zdaj, Poljanska baba je osamelec, skalni osamelec. Izredno zanimiv. Smo že na naslednjem odcepu. Evo, vidite, snežna jama, 1:10, to se bomo tudi gledali. Planina obranca se bomo gledali pa nazaj grede. No, na Planskem vrhu je pa tudi ena izredna zanimivost. Kaj je to, boste videli v videu. Naj zaenkrat ostane skrivnost, je pa zelo zanimivo. Smo že na križišču za Poljansko babo, do katere imamo samo 5 minut, tako da z te glavne poti krenemo desno in v parih minutah smo pri babi. Samilec, Poljanska baba. Gremo čisto gor. Zanimivo, da sta v bistvu dve skali na vrhu, ena in pa spodaj. Vse je tudi lep razgled. Razgledna točka proti Kočni in pa jezeru hidroelektrarne Moste, tam pa seveda po gori Stola. Ta vrh pred nami je Boršt, prav zadaj za Borštom je pa ta seveda zloglasni Blejski Vintgar, soteska Vintgarja, ki se nahaja med hriboma Boršt in pa Hom. Pogled proti Ilovici, po Kljuki. Evo, z te strani pogled na Poljansko babo. Kot vidite, se je en del skale odkružil. Nedavno nazaj, kakih 15 do 20 let nazaj. In seveda zgrmel v dolino, ampak sreči ni prišel do hiš. No, tukaj pri Poljanski babi je seveda tudi tabla. Evo, neka stara slika. Prva znamenitost odkljukana. Gremo naprej. Zdaj smo že nad 1000 metrov nadmorske višine. Evo, zdaj pa da vidimo to lepoto naše prečudovite Gorenjske. Stol, Begunjščica, tisto so Kamniško-Savinjske Alpe, Kočna, Grintovec in pa Dobrče.
Ta Sava dolinka. Planota Mežakla je pa tako kot seveda sosedne planote Pokluka in pa Jelovica kraška planota, tako da tudi tukaj je polno seveda teh osamelcev, jam in seveda ni površinske vode. Prihajamo na naslednje križišče. Ta leva pot gre proti planini Obranca. Tam se bomo mi vračali. Ta pot naravnost pa Planski vrh. Prihajamo na gozdno cesto. In na tej gozdni cesti zavijemo ostro desno. Prav nazaj. In sedaj bomo hodili kakšnih 500 metrov po tej gozdni cesti. Tukaj zapuščamo gozdno cesto in gremo levo za oznakami Planski vrh. Prihajamo v bližino Planskega vrha. Zdaj, zakaj je ta Planski vrh tako zanimiv? Tukaj so 15 let nazaj, prav leta 2009, našli meteorit, ki je padel na to območje. Evo, sedaj se že bližamo temu kraju. Ta meteorit je prišel v Slovenijo aprila 2009, nekje maja, dober mesec kasneje, je bil pa najden prvi primerek kosa meteorita. Najdel ga je en domačin, gospod Jožef, ki jaz tudi osebno poznam. Ta prvi primerek je bil pa težek skoraj 1 kilogram. Najden je bil pa tukaj nek v okolici, zdaj točno se ne ve kje, tudi vdorne jame pač ni več videti. So pa izračunali, da je ta meteorit prišel v atmosfero s hitrostjo 14 km na sekundo. To je nepredstavljiva hitrost. Kaj izračunajte si? Ne vem, lahko izračunate, koliko je to kilometrov na uro in boste videli, da je to nepredstavljiva hitrost. Kakšen udarc mora to biti v tla. Evo, sedaj prihajamo do table, kjer nam vse lepo piše. Evo, preberimo. Kot vidite, meteorit se imenuje Bojo, to pa zato, ker sta ga prvo našla, se pravi Bojana, B-O, in J-O pa Jožef Pretnar, zato se imenuje Bojo. Potem drugi najdeni pa še meteorit Jesenice. Evo, ta je tudi skoraj 1 kilogram težek. Ta je pa še tretji najdeni kos. Sta ga pa najdla dva Nemca. Je pa tale Planski vrh tudi najvišji vrh vzhodnega dela Mežakle. Najvišji vrh je pa Jerebikovec, ki je visok 1593 metrov. Tukaj tale Planski vrh je pa visok okoli 1300. Jerebikovec je pa zdaj trenutno skoraj nedostopen. Večina ljudi je na Jerebikovec hodila z moje strani. Pot iz moje strani je pa trenutno čisto neprehodna. Zaradi izjemnega vetroloma. Tako da zdaj edini obiskovalci so prav iz Mežakle, iz Gorjanskega konca. Tako da se je zmanjšal obisk Jerebikovca za 10-krat sigurno, če ne večkrat. Evo, to je samo en tak medklic na zanimivost. Je pa tukaj tudi križišče. Zdaj malo naprej je pa spet nova naravna znamenitost. Smo že čisto blizu naslednje naravne znamenitosti. Kaj pa je to? Boste pa videli čez 3 sekunde. Evo, gledajte, to je pa naravni most na Mežakli. Tudi tak super lok, izjemen. Naravni most z bližine.
Evo, naravni most in pa kako je nastal. Zdaj se pa spustimo takih 100 višinskih metrov navzdol in prišli bomo do tako imenovane Špičke. Tam je pa izjemen razglednik. Evo, še ena zanimiva skala na poti, tak spodmol in prav po vrhu skale gre pot. Tako da ta apnenča svet je res zanimiv. Mravljišče na poti, da pridobimo malo mravljične kisline. Kako je močna. Je močno. Že tale smeško nas opozarja, da prihajamo na čudovit kraj. Proti vzhodu in pa sever. Čudovit junijski dan po dežju, nobene vročine, pa to razgledišče Špica, 1210 metrov. Tam gor je pa Planski vrh, tam smo prišli. Te so Kamniške Alpe, Peguščica, malo čisto vrh oblakih stov, Vajnež, in naprej, Golica, Klek, Hruški vrh, Baba in pa zadnja, tudi malo megli Kepa. Tam v daljavi, zdaj ne vem, če vi vidite, sem pogledal tudi bivak stebrasto skalo. Tukaj s prostim očesom se dobro vidi, na kameri pa ne vem, kako se bo videlo. Taka modra pika se vidi, da je tudi obsijana soncem, tako da mogoče se bo videla. Proti Snežni jami. Pot je vse z vrha, Planskega vrha, lepo markirana, sledljiva, tako da se ne morate zgubiti. Prihajamo na spodnjo cesto, to je v bistvu konec gozdne ceste. Zdaj zavirimo tukaj desno in gremo, mislim, na kakih dobrih 100 metrov po cesti. Zapuščamo gozdno cesto in se pri teh markacijah, lepo je označeno, zavijemo levo na pot. Prihajamo v bližino Snežne jame, puščica in markacija nas že usmerjata levo. Evo, tukaj še table, Škrbina Špica, da smo že prej. Dajmo pogledati. Evo, spet se nahaja tabla Snežne jame. Zakaj se imenuje Snežna jama? Seveda zato, ker sneg obloži pozno poletje. Letos pa žal ne, ker je bilo izredno slaba zima. Tako da, evo, smo sredi junija, pa snega že davno ni več. Če je pa dobra zima, je pa sredi junija še tukaj še sneg. Se že čuti hladovina, hlad. Evo, vhod v jamo, naravni most, vhod in pa zgornje okno. No, jama je dolga dobrih 100 metrov. Tam nekaj čez 20 metrov je en tak ožji del, kratka lestev. In malo se spustimo in kmalu smo na koncu jame. Tam je nas pa čaka zelo lep kapnik. Si pojmo še to pogledati. Tukaj je pa ogromen kapnik. Glejte. In pa jamski zvok. Malo ostankov kapnikov. Nekaj je tudi polomljenih,
Prihajamo iz jame. Se pa tukaj temperatura zelo pozna. Prav noter v jami je toplej, kakor tukaj na vhodu. To je tako imenovana ledenica. Zato se tudi zadržuje sneg tukaj noter. Po zimi, če je dovolj dobra zima, se pa tukaj naredijo ledeni kapniki in izgleda neverjetno lepo. Visoki so tam okoli pol metra. Upajmo, da bo še kakšna dobra zima, da se naredijo. Prihajamo na planino Obranco, ki je tudi res vredna ogleda, sploh pa njen razglednik, ki je meni osebno eden najljubših v teh koncih. Še en pogled na planino z te strani, da si lahko predstavljate, kakšna je. Sedaj pa se počasi že odpira pogled proti jugu in po vzhodu, pretravniki na planini Obranca. Tukaj imamo pa tudi dva zanimiva primerka travniške kadulje, sicer modra travniška kadulja in pa roza travniška kadulja. Ena zraven druge. Na tem hribčku pa najlepši razgled. Prihajamo na razgledno točko planine Obranca. Zdaj se bo odprl pogled proti Bledu na Blejsko jezero. Tukaj še klopca. Blejsko jezero z otokom. Proti Kranju, Ljubljanski kotlini. Planota Jelovica. Pokljuka. In pa Julijske Alpe. Sicer vidno je samo Debela peč. Drugače se pa tukaj odpre pogled na celotne Julijske Alpe. Triglav. Tudi proti Škrlatici. To je pa pobočje Mežakle. Tukaj na tem čudovitem mestu zaključujem javljanje z Mežakle. Kot ste videli, Mežakle res ponuja ogromno naravnih lepot. Od jam do skalnih osamelcev, do prelepih gozdov, razglednikov in tako naprej. Tako da res se splača obiskati Mežaklo, vam priporočam. Zdaj vam pa samo še povem, kako se sedaj pride v dolino. Sprav smo tukaj na tem hribčku. Tam se vidi že pastirska koča. In takoj za pastirsko kočo imate že kažji pote, ki vas usmerijo proti vasi Kočna. Potem pa že kmalu pridete do tega križišča, kjer smo bili prej, na začetku tega vloga. In se samo še spustite dol mimo tistega prvega razglednika in ste že v Kočni. Hvala za ogled in se vidimo na naslednjih potepanjih. Čau!